mislim, da bi se morala kot ljudska stranka zavzema za to, da se absolutno odkloni postavitev plinskega terminala v Tržaški zaliv in to ne pred našo ubogo kratko obalo. To je, imamo par kilometrov obale in prav tam spredi bi to naredili. Tisto, kar smo naredili, neko taka je bila protestna, tista sem tudi jaz podpisal, predsednik akademije je podpisal in razni drugi. Ne. Pravi, ravno to, ne. Pred slovensko obalo, tako malo, kakor je, bi bilo v morju ravno to, ta zadeva. Prav tako sem prepričan, ne, da bi kot ljudska stranka morala, bi rekel, na zelo krepek način, ne, obravnavati vprašanje kraškega področja. In to ne samo glede prodaje terena in tako naprej, ne, ampak sploh, bi rekel, rešitve kraškega stavbarstva, ne, in rešite, da če nekdo kupi neki teren, ne, kaj bo na tistem terenu zgradil, koliko bo to, recimo, ne, sprejemljivo sploh za kraško stavbarsko, ne. Vse, kar je bilo zgrajeno, ne, do danes, ne, vrstne hiše in tako naprej, to je bi rekel, proti kraški identiteti. Ne. In kar se pa tiče vprašanja fašizma, to sem jaz izjavil italijanski list, v 3 listih sem izjavil, da če ima zakon italijanska država, da se spominja FOIP, se pravi kraških jam in istrskih beguncev, ne, in ima pravico, da ima tak zakon. Samo temu zakonu manjka, ne, bi rekel, prikaz italijanskemu ljudstvu, kaj se je dogajalo pri nas, ne, recimo 20 let fašizma na Primorskem, kaj se je dogajalo v zasedbi enega dela Slovenije, ne, to se pravi Ljubljane in kar je bilo še okoli Ljubljane, ne, to se pravi okoli 350 tisoč prebivalcev, ne. Vse to, kar je bilo tam uničenja imovine, vse to, kar je bilo smrti, recimo posebno talcev, imamo italijanskega duhovnika, ki je bil pričujoč in ki je napisal knjigo v prevodu Sveta Maša za moje obsojence, ne, je res. Vsi ti talci in vse to sploh ne prihajajo v italijansko zgodovino, v italijanske, bi rekel, knjige, ne, o drugi svetovni vojski. Ne. To je predvsem na dolgo povedano zdaj, ne, je res. Tukaj v tem primeru bi rekel, država bi morala najti način, ker to ni treba, da se prička za državo, ni treba, da je to neki ne vem, kazus, tako naprej. Ne. Čisto preprosto, to, ko so naredili Francozi ali pa Francozi in Nemci, ali pa kar je naredila tudi naša mešana italijansko-slovenska komisija, ne, je povedala v praksi, kakšna je bila zgodovina od leta 1880 do 1956 do 65, ne, kakšne so lete, bi rekel, razne naše težave, ne, Italijani in Slovenci, recimo, če hočemo, ne, 45. leta po osvobodjenju, tako so bile, recimo, te nesrečne, recimo, žrtve, ne, in tukaj ne bi smeli pretiravati, koliko je bilo teh žrtev, ne. Vsem to ni stvar, da se boš ti izmislil na nekaj ne tisoče in tisoče, ne. Ravno tako glede beguncev, ne, recimo. Glede beguncev ima komisija čisto jasno povedano, ne, da ljudje so nekako, niso morali prenesti, da so vsi, ne, nekako kot fašisti, nekako splošna raba je bila do njih nekako čez, da so fašisti, ne. V tem smislu je komisija to povedala, ne, tega se ne skriva. Tista, bi rekel, je bila nekako vladanje v smislu
nekega stalinizma, ne? Tako, v nekem določenem trenutku se je celo sam Tito čudo, kaj ti ljudje bežijo z isto. Ker administracija in vse to, kar je bilo, je te ljudi potrebovala, ne? V tem smislu, ne? Če ti že želiš, da bo Trst postal del Jugoslavije, sedma republika, ne moreš tako nastopati v Istri, ne? Da ti bodo ljudje bežali, ne? Je nonsens tudi bil to sploh, ne? Tisto nastopanje, ne? In to je v komisiji, mešani komisiji povedano.